Simon, zimski premor je tukaj, za začetek seveda preprosto vprašanje, kako bi ocenil jesenski del prvenstva? Jaz moram reči, da je za nami eno mogoče celo najbolj naporne pol sezone, iz vidika nekega novega projekta, usmeritev k našim mladim igralcem, to kar je eden od osnovnih ciljev kluba. Moram reči, da začetki so bili zelo težki, spoznavanje ekipe, praktično spoznavanje igralcev, trenažnega procesa. Videli se začetku prvenstva ogromno, bomo rekel, napak, oziroma neizkušenost ekipe je botrovala k temu, da nekako rezultati niso šli tako, kot bi si vsi skupaj želeli. Je pa res za ta drugi del prvenstva, mislim, da smo ogromno se učili, ogromno trenirali. Ekipa mislim, da je zelo dobro funkcionirala, in mislim, da smo iz tekme v tekmo dvigovali in neko povezanost in tudi vsebina na igrišču mislim, da je bila iz tekme v tekmo boljša. Tako da zaključek prvenstva mislim, da je bil izredno dober. Tudi rezultati so se nam obrnili prid in bom rekel, smo zelo blizu vrha, kar smo si tudi želeli, kajti ponavadi te mlade ekipe, ko pridejo v neko malo bolj črno serijo rezultatov, lahko pride do velikih težav. Tako da mislim, da ta začetek, ki je vedno najtežji nekega projekta, mislim, da zelo pozitivno dal skozi. Mislim, da smo ogromno stvari ob samem igrišču postavili na raven, kot si jo želimo, in mislim, da smo naredili eno dobro osnovo za nadaljnje delo. No, je pa v zadnjem intervjuju tudi selektor Matjaž Kek omenil, da mu je všeč projekt Domžal. To je pa seveda prijetno slišati. Ja, sigurno, bom rekel, ena še dodatna motivacija za nas, za vse ljudi v klubu, da, bom rekel, še bolj strnemo moči, bom rekel, znanje, da se še bolj povežemo z nogometno šolo, da poskušamo biti praktično ena redkih klubov, ki tisto, kar govori, tudi na koncu naredi. Vsi si želijo, mlade igralci si želijo, ampak druga pa je to potem v praksi. Tako da sigurno so besede selektorja spodbudne, dale so nam dodatno energijo, da je naša usmeritev prava oziroma se pač podpira tudi v širšem okolju. In tako kot sem rekel, najtežjih pol leta mislim, da je za nami in zdaj pričakujem samo še, bom rekel, dvig vseh segmentov, kar se tiče samega treniranja, tudi nekih stvari v smislu organizacije kluba, in jaz mislim, da lahko samo še, bom rekel, rastemo v nadaljevanju sezone in tudi v naslednjih letih. Trener kluba si drugič, na nek način si malo že odgovoril, ampak a je zate težje zdaj ali prej, ko si bil prvič v tej vlogi? Ja, tako lahko rečem, da ko zaključiš neko zgodbo, ti največkrat ostanejo najlepše stvari v glavi in potem misliš, da je bilo skozi celotne tiste 3 leta in pol delovanja vse lepo, in zdaj ti začetki, moram reči, da so bili res dokaj težki. Zamenjali smo praktično celo ekipo, oziroma zelo velikih igralcev, tudi, bom rekel, naš športni direktor je zaključil kariero, katerega se je ekipa vrtela. In moram reči, da je bilo kar težko, no, tudi na koncu nov strokovni tim smo rabili tudi mi sami, bom rekel, določeno časovno obdobje. Tako da moram reči, da ta del in tudi ekipa, če tako rečem, je res rosno mlada, povprečje, ko smo delali analizo, je bilo na večini tekem 21 let in še nekaj, kar pomeni, to je zelo težko držati neko tekmovalnost v tem smislu, ker je ogromno enih oscilacij pri mladih fantih, ob te smoli vseh poškodovanih igralcev, ki smo želeli, da bi bili nosilci igre, ampak moram reči, da so fanti res oddelali maksimalno, da so v bistvu vse stvari, ki smo jih njim naložili na glavo, so realizirali, in še enkrat, ko se potem največ ljudje vidijo preko rezultata, je pa bilo, mislim, da v ozadju ogromno narejenega. Tako da jaz mislim, da imamo dobro bazo, je pa res, da to je za nas šele začetek. Koliko časa pa traja, da je mlademu fantu s palcev tepeš v glavo, kaj bi ti rad od njega na igrišču? Ja, zdaj se je nekako pokazalo, da praktično je pol leta adaptacije, pa mi ponavadi trenerji nimamo časa pol leta, da bi bom rekel, zadevo speljali, ampak se je pokazalo, da se stvari upeljejo, in mislim, da pol leta neko osnovno obdobje, da se, predvsem bom rekel, razumejo obe strani, kaj ena zahteva, kaj druga zahteva, oziroma kakšna ima pričakovanja, in ko to pride do nekega nivoja dobrega sodelovanja, dobrega razumevanja, in ko še steče rezultat, potem je, bom rekel, res veselje popolno. In še enkrat poudarjam pa, da je to samo osnova, mi smo v tem trenutku nekje malo izpod v fizični pripravi, v takšni pripravi tega, kar bi si sam želel.
tako da imamo pred sabo, bom rekel, priprave, en spomladanski del in šele potem mislim, da bo naša zgodba stala na temeljih, kakor bi si je želel. No, tole vprašanje je, da malo vzdigneva pozornost oziroma dobiva dodatne klike. Česa ti kot trener ne toleriraš in tudi ne boš v prihodnje? Pa seveda, sam sebe prištevaš med prijetne ali okolju neprijazne trenerje? Pa jaz moram tako reči, če začnem v drugem delu vprašanja, da mislim, da je zelo težko, bom rekel vsem ljudem, ki so okrog mene, iz vidika tega, da ogromno zahtevam. Tako kot zahtevam ogromno od sebe, zagrem tudi okrog svojih sodelavcev in enako potem tudi od igralcev. Enostavno sem takšen tip in samo ta radna, se pravi delovna etika, maksimalna posvečenost poslu, bom rekel, me zadovoljuje. Vse, kar je manj od tega, ne podpišem in tu imajo potem vsi, ali so to sodelavci ali pa igralci z malo težave. Druga stvar je urejena hierarhija v klubu in odnosi. Imam, bom rekel, čisto osnovne, bi rekel, življenjske principe, od katerih ne bežim in jih ne toleriram. Pomeni takšne stvari, kot se dogovorijo na začetku v klubu, kako je postavljena hierarhija, tu od tega, bom rekel, ne odstopam in jaz mislim, da je to ključ neke dobre organizacije. Moram reči, da tukaj v Domžalah so te stvari že od nekdaj bile urejene, trener ima maksimalno podporo, bom rekel, dela normalno v strojno-strokovnem timu po svoji vesti, da sledi ciljem kluba, ne spreminjajo se iz tedna v teden ali pa iz čustvene in manj čustvene tekme, ali pa da rečem od zmage do poraza, ampak se gleda neka dolgoročnejša zgodba. Tako da iz tega vidika se izredno dobro počutim, obdajajo me, bom rekel, fenomenalni sodelavci. Kar se pa tiče samih igralcev, kot sem rekel, sem pa sigurno zahteven, tečen, ampak ko pride do ali nekih transferjev, se pravi, da igralcem omogočimo neko nadgradnjo ali pa naredimo nek dober rezultat, potem bom rekel, za to zadovoljstvo še toliko večje. Tako da mislim, da je težko po eni strani delati z mano, po drugi strani pa ko iz tega vsega težkega nastane nekaj lepega, potem smo pa vsi veseli. Prvi del prvenstva je torej za nami, kako pa naprej? Kdaj začnete, kam greste v januarju, igralci, kakšni odhodi, prihodi? Nek načrt že verjetno obstaja. Absolutno, kar se tiče načrta, imamo že, bom rekel, razdeljeno vse do prvega kroga, kar pomeni, igralci so dobili 10 dni prosto in potem dobijo individualne programe z dnevnim monitoringom, se pravi, imeli bomo pod nadzorom praktično vso prehodno obdobje. Želim, da na priprave pridejo v stanju, ki bo zadovoljil kriterije testiranja. Potem pa prvi del bomo naredili v domačem okolju. Jaz upam, da nam vreme ne bo zagodlo pretirano, govorim o nekem pretiranem mrazu. Potem gremo dvakrat v našo bazo Umag, kjer smo imeli do zdaj vedno odlične pogoje. Dvakrat pa en teden, vmes smo en teden doma in bo rekel teh 5 tednov priprav, mislim, da bo zelo hitro minil in prvo kolo pričakujemo Sežano, kot sem rekel. Definitivno od ekipe pričakujem še boljšo fizično pripravljenost, boljšo povezanost, neki osnovni mehanizmi v igri so se vzpostavili in predvsem pa eno motivacijo in željo po dokazovanju. Kako je pa sodelovati s Senijadom Ibričićem v vlogi športnega direktorja? Vem, da mi ne bi rekel, zelo je z njemu težko, tudi če bi bilo res, ne? Tega ne bi rekel. Ampak vendarle, imata podoben pogled na zasedbo v prihodnost. Mu ti ne kažeš, kaj si recimo želiš, a je on pobudnik, pa ti predlaga nekega igralca, ki se mu zdi dobra rešitev za ekipo. Kako načeloma poteka vajino sodelovanje? Jaz moram biti zelo pošten, da v bistvu, da če pač naš športni direktor me takrat poleti ne bi poklical, verjetno do sodelovanja niti ne bi prišlo. Imamo zelo dober, bi rekel, prijateljski odnos, predvsem pa naj zanimajo projekti, bi rekel, težki projekti, kjer iz manj poskušam narediti veliko več oziroma greš v neke presežke. In ta projekt me je pritegnil ravno zaradi tega. Po drugi strani je Senijad, bom rekel, ima bogato kariero in tudi ene velike človeške vrline, ki mu dajo te vodstvene sposobnosti že prej kot kapetan in zdaj kot športni direktor, da vodi naš strokovni tim in vodi nekako športno vizijo kluba. Pogled na nogomet imamo zelo podoben in to je sigurno, to so 3 karakteristike, ki nam dajo neko enotnost, nek podoben pogled, neko enormno željo po dokazovanju in to želimo prenesti tudi na ostale sodelavce in predvsem pa na ekipo. Tako da, kar se tiče samega igralskega kadra, smo šli v res poleti
bi rekel, en riziko, oziroma da rečem celo nek ekstrem, da smo res ponudili ogromno mladim igralcem priložnost. Moram reči, da so jo v večji meri izkoristili. Sigurno nam to daje vsem nam eno dobro spodbudo, da je to prava pot. Bomo pa mogli odreagirati, verjetno bo prišlo do nekih, bom rekel, prestopov, kar je tudi nek osnovni cilj kluba. Na koncu je tudi odvir, bom rekel, deleža proračuna in te naše obljube, ki jih do fantov damo, in na koncu tudi spoštujemo, ko so seveda vse tri strani, se pravi klub, igralec in igralčevi pogoji, kam gre, ni nam vseeno, kam igralec odhaja. Na koncu smo nekako skrbniki, oziroma se dajemo vlogo skrbnikov njihovih karier. Tako da, ko je ta zadeva realizirana, do pristopov bo sigurno nekaj prišlo, sigurno bo tudi nekaj odhodov, ekipo si bomo absolutno želeli okrepiti na tistih igralnih mestih, kjer bo do tega prišlo. Ja, zdaj, konec je jesenskega dela, končuje se koledarsko leto, za konec tega najinega klepeta. Me zanima, kaj si kot trener, pa tudi osebno želiš za leto, ki prihaja? Pa zelo klišejsko, v vseh, bom rekel, zadnjih letih, kar se je dogajalo, si jaz osebno in tudi za svoj strokovni štab, predvsem pa tudi za igralce in vse ljudi v klubu želim, da bi bili zdravi, ker ko smo zdravi, dajemo potem od sebe tisti maksimum, da bi nas še naprej obdajalo, bom rekel, neka družinska vez, neko prijateljstvo. Mislim, da so odnosi tisti, ki jih v zadnjem obdobju, v zadnjih letih smo mogoče vsi ljudje malo manj izgubili, in bom rekel, ta pristnost, bom rekel, ljubeznost do sočloveka, mislim, da so te vrednote, ki bi si želel, da jih, bom rekel, mi v klubu in tudi širše nekako širimo svojo pozitivno energijo. Zdravje bi bila ta osnova, ki jo želim sebi in, bom rekel, vsem ostalim in našim, bom rekel, vsem navijačem in simpatizerjem kluba. Hvala lepa. Hvala tudi vam.